Zakaj nas ni več strah Golega otoka? Vprašanje se nam zdi čudno. Pomislimo, zakaj pa naj bi nas bilo strah Golega otoka, saj ga ni več. Vemo oziroma smo izvedeli, da je bil Goli otok ključna zastraševalna metoda oblasti v nekdanji Jugoslaviji, ki se je izvrševala tudi nad oblastniki samimi, ne le nad tistimi, ki so kakorkoli nasprotovali oblasti. Vršila se je nad vsemi, ki so prebivali v povojni Jugoslaviji, se ni bilo nikogar, ki ne bi vedel, kaj ga čaka, če ga pošljajo na Goli otok. V tem pogledu ni šlo zgolj za metodo, pač pa za strukturo oblasti, ki se je uvedla in izvajala kot politična praksa. Ne kakorkoli, pač pa kot učinkovita moč obvladovanja, zaradi česar se je preobrazila v tehnologijo oblasti. Kjer tehnologija obvladovanja družbe postane ključna in izključna politična praksa, govorimo o totalitarnosti. Oznake totalitarnosti se sicer, ko gre za povojno Jugoslavijo, prej ko ne izogibamo. Tudi v primeru mednarodnih raziskav in preiskav, predvsem zaradi konfliktnega odnosa Jugoslavije z velikim sovjetskim bratom, seveda, če je to bil, ki naj bi bil neposreden povod za formiranje koncentracijskega taborišča Goli otok. Kolikor naj bi bili na Goli otok odvedeni pristaši totalitarnega stalinizma, če pustimo seveda obstanje okoliščino, ali so to vsi dejansko tudi bili in predvsem, da niso bili samo ti, se sproži vprašanje, zakaj se je treba pred totalitarizmom braniti s totalitarno metodo, ali pa je ta obramba izkoriščena za napad na celi črti. Odgovor smo že nakazali s tem, da je metoda Golega otoka strukturno služila tedanji oblasti, da svojo politično prakso udejanja kot tehnologijo obvladovanja družbe. S tem pravzaprav ni povedano ničesar novega. Vprašanje pa je, koliko in če sploh nam to da misliti. Vprašanje tudi ni novo, saj se lahko glede njega neposredno opremo na Hannah Arendt, ki je spodbujena po eni strani z Eichmannovim primerom, po drugi strani pa s Heideggerovo knjigo Kaj se pravi misliti, označila nemišljenje, brezmiselnost kot zaščitno znamko totalitarizma, z izrecnim opozorilom, da pred nemišljenjem, nemiselnostjo ni že naprej zaščiten tudi svobodni demokratični svet. S tem nemišljenjem ni menila zgolj kakšne nemoči kritičnega mišljenja, ampak bolj to, koliko in kako se nam hoče ali noče misliti, koliko občutimo potrebo, da se v nas sproži neki razmislek. Ne moremo pa kar hoteti misliti, kadar smo pač na volji. Marveč nam mora prav nekaj dati misliti. Heideggerovo vprašanje, kaj se pravi misliti, lahko tako preformuliramo v vprašanje, kaj nas pripravi misliti in zaradi česa se nam ne pripravi misliti. V našem primeru to pomeni ne Goli otok kot izoliran fenomen, marveč v povezavi z zastraševalno metodo, strukturo in tehnologijo oblasti, ki ga je kot fenomen omogočila s tem, da ni dovoljevala misliti. Vendar vprašanje, zakaj nas ni več strah Golega otoka, v svojem smislu cilja drugam. Ne v smeri, da nam ne bi bilo dovoljeno misliti, marveč, da nam ni puščeno misliti, kar zadeva našo pripravljenost misliti.
Pričakovan odgovor bi bil, da nas pač Goli otok ne straši več. Ampak, ali nas kakršenkoli strah kakorkoli lahko pripravi misliti? Zaradi strahu kvečemu pričnemo begati v mislih, nas preleti nelagodje, strah nam ne pusti misliti. Strah občutimo, kot da dela silo nad nami in ga skušamo čim bolj odvrniti od sebe. Tako neustrašnost velja za posebno človekovo vrlino, ki pa že predpostavlja soočenje s tem, kar nas ustrahuje in njegovo premagovanje. Danes lahko rečemo, da ne gre za kako premagovanje, marveč zgolj še za odvračanje vseh možnih in nemožnih strahov, za kar je nedvomno na voljo nešteto sredstev, njihova produkcija in potrošnja se samo pospešuje. To v nedogled. Hkrati, ko se vse povsod servira raznorazne strašljivosti. Rezultat je neka indiferenca, v kateri sami ne pustimo ničesar ne navznoter, ne navzven in se v njej počutimo nadvse udobno. Ravno v tem puščanju navzven in navznoter nečesa v nas se namreč oblikuje zmožnost mišljenja, ki jo sicer zajemamo kot možnost razumevanja in sporazumevanja. V nasprotju z njim se javlja udobje indiference, ki prežema vsa naša siceršnja pehanja za vsakovrstnimi opravki in opravili, pospremljena z bojaznijo, kako se nam bo kaj išlo in kaj bo iz česa nastalo, v prepričanju in pričakovanju, da vse teče in funkcionira, kot je treba ali bi vsaj moralo. Nenazadnje nam to jamči sistem demokracije, kot obče jamstvo, da nam je lahko vsem enako udobno. Stanje se sproti preverja z merjenjem javnega razpoloženja. Ta opredelitev je seveda karikatura, ki pa vendar izkazuje sliko in priliko dojemanja demokracije in dojemljivosti zanjo v 30-letnem obdobju družbene tranzicije. Tudi primerjave obeh sistemov, tistega z Golim otokom in tistega brez Golega otoka, potekajo po liniji pridobivanja in oblikovanja mnenj, v katerem nam je bilo bolj udobno. V obdobju demokratičnih pridobitev nam obdobje Golega otoka ne grozi več. To ne pomaga kaj dosti pripomniti, da je bila pot do takega udobja v demokraciji tlakovana tudi od tistih, ki so prestali grozote Golega otoka ali kakega drugega zapora in morišč. Iz prav tako udobnih humanističnih prepričanj se zgražamo nad razmerami in terorjem, ki je enkrat tam vladal, vendar pa to zgražanje ni ničemer posebno in izstopajoče. Kako bi le bilo spričo vseh razčloveščenj, ki jih lahko spremljamo tudi 70 let potem in jih obravnavamo kot nesprejemljiva. Pomislimo le na vojne ob razpadu Jugoslavije. Pa vendar je to zgražanje v osnovi indiferentno. Ne zato, ker bi mu primanjkovalo kakega človeškega čuta in občutka za človeškost, marveč, ker sploh ne pride v zavest, da je v tem čutu in občutku kak primanjkljaj in ničevost. Ne gre torej le za okoliščino, da se zaradi poveličevanja nekdanje socialistične federativne republike Jugoslavije in samega socializma, ki je danes vsekakor v veliki meri prisotno in terja tudi posebno razlago,
da bi zaradi tega dajali v nič grozote Golega otoka. Problem je, da se neka ničevost prikrade v naše povsem normalno demokratično udobje. Goli otok je kot tisto nevsakdanje iz nekih drugih časov odložen v brezčasnost. Sicer je dobro, da smo z njim seznanjeni, da se o tem piše in razpravlja, sooča mnenje, opozarja, vendar smo v osnovi lahko mirni in zadovoljni. Odrinjamo tudi pomisel, da lahko po nekem čudnem spletu okoliščin nastopi situacija, da Goli otok spet postane možen, navkljub vsemu zaklinjanju, da se to ne sme spet ponoviti. Nenazadnje je samo koncentracijsko taborišče Goli otok bilo prav taka grozljiva ponovitev in obnova, ki so jo bili nekateri kaznjenci tam neposredno deležni in sodeč po pričevanjih za njih še hujša preizkušnja od tiste prvotne, za katero se šteje, da sicer presega vse meje, mislimo seveda na nacistična taborišča. Nacisti sami so jih upravičevali s tem, da so del programa. Nič bistveno drugače se ne zdi upravičevanje Golega otoka zunaj in znotraj političnimi razmerami, ki naj bi ga terjali. Poleg tega se Goli otok opravičuje, da je sicer izjemen pojav, kar zadeva Jugoslavijo, ni pa splošno gledano nobena izjema ne v svojem času, ne 70 let potem. Ampak kaj razodeva tako stališče, koliko ga sploh štejemo za tako stališče? Kaj drugega kot brezstališčno indiferenco, ki skuša najti svoj razlog v tem, da je treba zadeve gledati znotraj sistemskih relacij in temu ustrezno zgodovinsko relativirati. Ampak tako zgolj skušamo zmanjšati njihovo resničnost. Ne povemo pa prav veliko oziroma ničesar o sami resnici te resničnosti. Da se koncentracijska taborišča kot izjemna stanja ne javljajo kot izjema od sistema, marveč kot izjema v njem, kot sama njegova srž, je sicer v novejšem času v številnih obravnavah pokazal že prej omenjeni Giorgio Agamben. Tu jih ne morem posebej navajati in pretresati, lahko pa k njim dodamo ugotovitev, da tisto, kar je z metodo, strukturo in prakso neke oblasti proizvedeno kot izjemno stanje, zmeraj tudi reproducira kot stanje izjeme. Iz tega bi sledilo, da je nekdanje sistemsko zastraševanje zamenjalo sistematično prepričevanje, da nas ne bo več strah Golega otoka. Vendar v resnici niti ni potrebno nikogar kaj dosti prepričevati, saj to je pravzaprav neka zgrešena investicija, saj prepričanje predpostavlja svobodo prepričanja in pripoznavanje svobode kot ključnega pogoja, da smo lahko čemurkoli priča, najprej seveda samemu sebi. Kolikor pa svobodo jemljemo zgolj kot družbeno stanje, jo, tako rekoč, zvedemo na vremenski pojav, kar ima neposreden vpliv na to, kako zavzemamo tudi stališča do nje. A vreme kot pojavno stanje ne pozna ne javnosti, ne javnega izražanja stališč. Ne pozna jih pa tudi družbeno stanje, ki ga zaznamuje nemišljenje pod izrecno oblastno prisilo ali pa brez nje. Tako radi poudarjamo, kako smo pred 30 leti prešli iz nesvobodnega socialističnega sistema, ki se je seveda sam dojemal kot permanentno stanje osvobajanja človeka po človeku, v svobodni sistem liberalne demokracije, ob čemer je sam ta prehod dojet kot stanje
permanentnega socialnega, gospodarskega napredka, krepitke človekovih pravic in svoboščin, pravne, socialne in zdravstvene varnosti, vse to, da bi bilo ljudem čim bolj udobno. Mimo odobravanja in neodobravanja, strinjanja ali nestrinjanja z obstoječim stanjem tranzicije, za katero lahko rečemo, da predstavlja stanje izjeme, lahko ugotovimo, da to stanje opredeljuje neka totalizacija stanja, ki osvobaja od svobode same. Ne tranzicija, marveč ta trans, da se osvobajamo od svobode, je to, kar perfidno definira to naše stanje, brez strahu, da bi nam kdo vzel svobodo. Ob vsem zgražanju nad pokvarjenim svetom lahko mirno in brez slehernega strahu živimo, da ne živimo, delamo, da ne delamo, verujemo, da ne verujemo, ljubimo, da ne ljubimo, delamo, da ne delamo, študiramo, da ne študiramo in tako naprej. Nazadnje mislimo, da ne mislimo. Nič nasilnega ni v tem početju in nehanju, saj nasilje samo ni več nasilno. Kdor pomisli, da je tukaj nasilnega in da nas tu obvladuje neka sila prisile, je sam razglašen za nasilneža. Osvobajanje od svobode nima tega smisla, da je komu odvzeta svoboda, se mora nekdo, ki mu je svoboda odvzeta, to svobodo že nekako imeti in mu to tudi priznavamo. Osvobajanje od svobode tudi ne pomeni podreditve kakšni višji nujnosti, kar edino preostaja od nujnosti je nuja brez nujnosti. Osvobajanje od svobode prav tako ne ponuja nobenega jamstva družbene pravičnosti. To, na kar se sklicujemo kot pravno državo, se je preobrazilo v pripravno državo, kar v osnovi prizadeva sistem demokracije, kolikor ga seveda ne naprej izvedemo na neko sistemsko stanje. Seveda smo povedanem navajeni vprašati, kaj storiti, kje so rešitve iz takega stanja. Zavirovanost v uspešno in učinkovito reševanje problemov je uspešno in učinkovito nadomestilo in nadgradilo virov v človeško odrešenje. Seveda s tem, da se onstranstvo premakne v to stranstvo. S tem se osvobodimo ne le od svobode vire, marveč tudi tiste svobode, ki v človeku deluje kot njegovo zavedanje in vest. Pomislimo le, da je tako uspešno reševanje problemov prej omenjenemu Eichmannu služilo kot alibi pred obtožbo zaradi zločinov proti človeštvu. Branil se je, da je on kot funkcionar moral skrbeti za racionalno porabo plina in da sistem funkcionira. Tudi Goli otok so njegovi tvorci razlagali v smislu učinkovitosti ukrepov za zaščito države in njenih državljanov. Za zaključek, razprave o tem, ali zastopanje človeške svobode kot načina učinkovitosti ali je zastopanje človekove svobode kot načina učinkovitosti samo učinek osvobajanja od svobode ali pa samo po sebi pogoj njegove možnosti. Tega vprašanja se tu ne bomo lotevali, torej ne zato, ker ne bi sodilo v kontekst razpravljanja o fenomenu Golega otoka, pač pa ker ga postavlja pred nas
v nekem širšem kontekstu, ki je že bil imenovan arhipelag, kar v grškem jeziku pomeni čelno, glavno morje. In na podlagi katerega se verjetno pokaže tudi kot strašljiv in obsodbe vreden. Najlepša hvala.